Lep pozdrav vsem skupaj, Live se na YouTube kanalu in evo nas danes le v prvi epizodi te serije, lahko bo to mini ali pa daljša serija, ne vem, skratka bomo videli sproti, kako se bo odvijala. In sicer ta serija teh epizod se bo šlo glede psihologije, osebnostne rasti, mindseta, podzavestnega uma, skratka bomo rekli vse, kar zajame v bistvu nas, naše emocije, naše čustva, whatever, ok? Ampak še enkrat, preden začnemo, bi rad poudaril, da vse to, kar vam bom povedal, so v bistvu moje izkušnje in moj pogled tudi na te zadeve. Torej, ni nekaj, kar bom povedal, ker pač mora biti tako, ampak bom povedal, kako jaz gledam te stvari in kaj si mislim in in kaj treba delati, če. Tako da danes prva epizoda bomo govorili glede sebe, ok, malenkost sta introduce in bomo našteli kar 5 korakov, oziroma 5 stvari, ki sem si jih jaz izbral, ki znajo biti zanimive v tem prvem posnetku, ok. Torej, če delamo na sebi, ne, in gledamo samo sebe v tem trenutku, brez ostalih, ok, je prvi step, ki se v življenju jaz vprašam, ali pa bi bilo pametno se vprašati, kdo sem, kaj sem. Poznati sebe. Spoznati svoje veselja. Ja, vprašalno zgleda zelo simpel, banalno, ok, ampak večina ljudi še vedno ne ve, kdo je, ok. Zdaj, zakaj pride do tega? Tudi pride do tega, ker dostikrat družba te lahko preusmeri drugam, mislimo, da moramo biti kot ostali in se probati obnašati kot nekdo drug in v bistvu ni to tako, ne. To je dosti dejavnikov se lahko pripeti v našem lifeu, ki te pripelje nekam drugam, to, kar nisi, ampak misliš, da si. To se dostikrat zgodi, meni se je to tudi definitivno zgodilo, priznam, ker nisem vedel, kdo sem, oziroma kaj sem jaz. Sem prav nekaj biti, kar nisem. Kaj sem pa na tem delal sem ful na temu, da v bistvu sem rekel, glej, mi ni udobno, mi ni prijetno, to, imam nekaj spremeniti, gremo se spoznati, gremo delati to, kar ti paše. Če hočeš reči ne, reči ne, ne boš rekel ja. Bom počel to, kar jaz hočem, ne bom počel to, kar drugi hočejo. In že tukaj veš, kdo si. Ja, ampak ni lepo, kdo si, to je fact, ok? To je fact, da morate biti yourself in tako vas bo ljudje največ spoštovali. In vi se boste spoštovali, kar je najbolj pomembno. Ok, druga točka, bomo rekli, je never give up. Nikoli ne obupaj. Torej, če si nekaj začel, torej recimo delati na sebi, ne obupaj. Ok, ne smeš nikoli obupati, ker definitivno bojo upsi in tudi veliki downsi, ok. In ko pride down, in ko gre res dol in si sam in nimaš ene podpore, in takrat se moraš reči never give up, bodi to, kar si, verjemi v sebe, ne glede, kako gre lahko to toliko slabo, ma če je bilo prej na začetku super excited, karkoli, in če zdaj sem dol, potem treba spet priti nazaj gor. Vse, poslovno, ljubezensko, karkoli, službeno, šolsko, ne glede na vse, ok. Ti ni uspelo nekaj, never give up, ok, never give up. Priložnostih imamo ogromno, milijon, dokler smo živi. Tretji point, believe in yourself, verjemi v to, kar delaš. Čisto obratno od prejšnje točke, ful verjeti v to tvoje prepričanje, karkoli, ne glede kaj drugi povejo, ok, torej, drugi lahko povejo, lahko komentirajo, lahko dajo mnenje, pozitivno, negativno, ampak na koncu bodite vi oseba, ki bo rekla, jaz stojim za tem, kar jaz povem. To pomeni, vedno smo odprti lahko poslušati kritike ali pa pohvale, ampak na koncu boste vi sami, da se odločite, kaj je prav in kaj ne. In tako boste res verjeli v sebe in počasi, step by step, to se ne bo nič čez noč zgodilo, step by step bo definitivno boljše. Ok, četrti step bomo dali, vzemi si čas zase, kar pomeni v določenih trenutkih življenja, ali je to dobro, ali je to slabo, vedno probajte pogledati situacijo, kaj bi lahko recimo bilo boljše, kaj bi bilo malenkost slabše, na čemu moram delati, kaj bi rad izboljšal, ampak še enkrat, vedno pozitivne in negativne stvari uravnovesiti, ok? Torej, če je res bilo ful slabih, ok, pa malo dobrih, dajte vedeti, da lahko je bilo še bolj slabše. Lahko je bilo dosti boljše, lahko je bilo dosti slabše. Kar se naredi nekaj malega dobrega, je vedno nekaj malega dobrega. Če je pač nekaj slabega, ok, probaš delati na temu in rešiti
in se truditi in vztrajati. 5. točka, ena izmed mojih najljubših, definitivno, je, da smo prisotni mi in vesolje 24 ur na dan tukaj. Okay? Kaj to pomeni? Pomeni, da mi smo vedno, vsak dan, sami sabo se borimo proti vsemu. Če zdaj sem nekom na kavi in on gre stran, jaz sem še vedno prisoten. Moja duša, moj moje emocije so vedno prisotne. Za karkoli. Okay? To pomeni 24 ur na dan mi smo prisotni. Z vesoljem vred in to je to. Okay? Ker eno je dejstvo, se rodiš, umreš in da si prisoten 24 ur na svetu. To je ena stvar, ki sem jo ful dotaknila in sem rekel, wow, res je, 24 ur na 7 imamo na dan časa za nekaj razmišljati, za se poglabljati, za nekaj ustvarjati in potem samo odvisno na nas, kako bomo te 24 ur sprejeli in jih izkoristili maksimalno. Ne? In to pomeni, ja, če smo 24 ur na dan prisotni, smo samo mi. Okay? Mi in vesolje in bomo jaz prav narediti vse možno, da jim bo meni v 24 urah super, da jim bo udobno, da jim bo v redu, da se bomo imeli dobro. Bojo tudi padci, definitivno, ker ga ni enega padca v življenju, ker ti lahko imaš tako, malo enkrat bo padel malenkost niže, ampak nema veze, guess what? Bistvo je, da ti sam, brez ene osebe, imaš moč ustvarjati, ker na koncu point vsega ti je ta smisel življenja, ki te pripelje do te boljše volje. Ne? In kaj je smisel življenja, bomo povedali v naslednji epizodi, kako jaz gledam ta smisel življenja, kako ga jaz vidim, moje izkušnje in bomo povedali definitivno kaj v naslednji epizodi. Tako da jaz zaključiti teh 24 ur, narediti super stvar, pa iz mojega vidika, ker veš, da v bistvu ne rabiš nobenega v življenju za biti srečen. Ne rabiš nobenega v tistem trenutku, da ti bo rekel, wow, the best. Ne rabi, ker si ti razčistil sam sabo, kaj želiš, kaj si, kdo si, kaj si, delaš na sebi, boš videl, da v bistvu ceniš več sebe v tistem trenutku, kot pa ostale. Tako je mogel vsak posameznik delati, ceniti sebe, da stojiš za tem, kar si. Definitivno ne bom zdaj rekel, da druge ne cenim, ampak moram najprej sebe ceniti, da lahko druge cenim. Ker če sebe ne bom cenil, potem pa spet nima nobenega smisla, kdo sem. Ne? Potem smo spet tam. Okay? In torej, še enkrat, poudarek je ful delati na sebi, da boš lahko okoli sebe, bomo rekli, boš imel open mind do sebe, boš bil odprt, boš drugače gledal stvari, noro, kaj se meni zgodilo v teh letih s tem mindsetom, ki je šel toliko gor, to je pač težko opisati tudi tle, kako gledam stvari, pač res noro, težko res, meni je res težko, kar še enkrat povedati vse tle v par minutah. Ne. Tako da drugič bomo govorili malo, kako vidim z mojega vidika smisel življenja. Če vam je bil video všteč, stisnite like, če imate kakšno vprašanje, comment in below. Če se niste naučili, imate tle gumb za subscribe, tle spodaj nekje. Mi se ga vidimo v naslednji epizodi. Lep dan še naprej vsem. Čau, čau.